Pozdravljeni, sem Beti Burger in to je podcast Na robu. Tokrat bomo govorili o ADHD, o motnjah pozornosti s hiperaktivnostjo, o tem, kdaj je težava s pozornost le posledica sodobnega digitalnega okolja in kdaj gre za ADHD. Z mano je Matic Novak, pedagog, ustanovitelj Modrih junakov in tistim, ki otrokom, staršem in pedagogom poskuša razumeti, kako deluje drugačna pozornost. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Torej, ADHD je motnja pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo, je nevrorazvojna motnja, ki vpliva na osredotočenost, samokontrolo in uravnavanje ravni aktivnosti. Bi ob tej definiciji še kaj dodali? Ja, še mnogo več. Ne? Zdaj, to je skozi nek pogled, medicinski pogled, bi definitivno opisal to, zraven bi dodal še neko impulzivnost, neko tisto včasih nepremišljeno akcijo. Če pa razmišljam iz uporabniške izkušnje, je pa to daleč od kakšnih motenj oziroma nekih bolezni in je pa za moje pojme drugačne vrste pozornost, ki ni res, da je ni. Se pa aktivira ta pozornost v drugih okoljih, v drugačnih, po drugačnih, ko bi rekel, pogojih. Ne. In to je tisto, kar mene zelo nekako lomi, ne, med samo diagnozo, kot ti že piše attention deficit, ne, ki mi v diagnoze že postavi, da imam primanjkljaj na področju pozornosti. Medtem ko sam vem po svoji izkušnji in po izkušnji z ljudmi, kaj delam, da temu ni tako. Se ravno večkrat opozarjati, ne, da ne gre za motnjo, da hočete razbiti ravno ta nek stereotip, ki se drži ADHD-ja. Ja, sicer tukaj je psihologijo težko zatreti, ne, ki gleda v bistvu, ki secira človeka po nekih parametri. Ja, v bistvu simptomih, ne, in tukaj, če greš po tej klasifikaciji motenj, osebnostnih, recimo tudi motenj, ne, greš lahko iskat določeno simptomatiko in bi praktično lahko rekel, da gre za neko motnjo, ne. Medtem ko se pravim, no, sam sebe ne morem dojemati ravno tako. Nisem v zanikanju, da temu me del sveta tako vidi, ampak sam sebe ne vidim tako. Najhujši del mi je ta, no, ki v bistvu je še vedno nas ima za, recimo, ko dobiš poročilo o otroku, je noter še vedno klasificiran in naveden kot dolgotrajno bolan otrok. Ne, tukaj to mi je pa totalno sporno in enostavno ni prav. Zdaj v pogovorih sem opazila tudi, da danes imate zraven tole žogico oziroma v rokah nek predmet, s katerim si na nek način pomagate pri zbranosti. Zakaj? Kaj vam to v bistvu omogoča? Ja, v bistvu jaz že od malih nog ves čas moram nekaj početi, ali to z rokami ali z nogami ali pač nekaj s telesom. Seveda, ko sem bil mlajši, sem bolj migal, skakal, plezal, raziskoval svet, bil nemiren. S časoma pa v bistvu ugotovil, da moje roke neprestano nekaj potrebujejo početi. In to je en tak enakomeren gib, ki ni zdaj tole, ne, da bi se jaz tukaj igral, ampak v bistvu samo en tak mal kratek senzoričen občutek manjši in pa še en tak enakomeren in pa ponavljajoč se gib, ki mi v bistvu pomaga na nek način mal to široko odprto pozornost zaposliti, zato da jo imam že na nek način aktivirano. Po drugi strani se pa še mal sproščam na tak način. In v bistvu je postala moja spremljevalka. Na vsakih hlačah, poloverju, posod imam kakšno žogco ali karkoli drugega, zato da lahko pač nekaj počnem. Če ne drugega, bi si prstan vrtel in pol bi si ga lahko toliko vrtel, da si že mal mogoče kakšen žulj ustvarjam, kakšno kožo ob nohtih bi si trgal in tako naprej. Kako pa naj starš prepozna zdaj, če gre pri njegovem otroku mogoče za neko samo živahnost, mogoče neko prehodno obdobje, oziroma ali gre res za ADHD? Kaj so mogoče tisti ključni parametri, ki potem to določijo, in kdaj ste mogoče sami začutili, da vaša pozornost deluje drugače? Jaz mislim, da se odgovor že na to vprašanje skriva že v samem vprašanju, ne? In sicer gre za obdobja, kjer otrok kaže določene vedenja, se pojavijo določene težave, bodi si na odnosni ravni, bodi si na opravilni, delovni ravni. In ne samo to, tudi na duševnem zdravju otroka in pa stanju otroka, ne, se tudi kaže. In
če je to zdaj neko krajše obdobje, ne, da to traja, naprimer, ko je otrok malo bolj obremenjen in se v bistvu potem zadeva počasi normalizira in postavi na neko optimalno oziroma prvotno delovanje otroka in njegove pozornosti in vedenja in vsega tega, takrat v bistvu govorimo, da ne sodi ravno recimo v tiste, ki bi rdeče zastavice kazali. Ne. Medtem ko otroci, ki ob vsakodnevnih aktivnostih, o vsakodnevnih opravilih in zadolžitvah in tudi odnosih, ki jih formirajo tako novimi, kot da ohranjajo te odnose, ne, in na čustveni ravni, da na vsakem dnevu se te težave pojavljajo in v bistvu nekako ne zginejo in se včasih lahko celo poglabljajo in to traja pol leta ali več, ne, takrat se pa lahko začnemo malo spraševati, kaj pa je zdaj tukaj v ozadju, ne, in gremo malo bolj poglobje raziskovati, v bistvu malo širšo sliko si ustvarjati, ne, o tem, kaj do tega pripeljalo, zakaj mogoče ne zgine, tudi ko stvari vzpostavimo, če še vedno vztraja, ne, tukaj pa že lahko govorimo, da gre za nekaj drugega v ozadju. Kdaj se recimo to ponovadi prepozna, ne vem, pri kateri mogoče starosti ali pa kdaj je največ tisti shift, da pa reče potem starš oziroma da mogoče tudi na koncu dobi otrok to etiketo, če lahko rečem. Ja, odvisno je, ne, od otroka do otroka, ne, spet kakšne vrste znakov kaže oziroma kakšne vrste težav ima, kakšne težave se pojavljajo in predvsem koliko je tudi otrok star, kajti določene vedenja oziroma določeni znaki so v bistvu del razvoja otroka in bi lahko naredili napako s tem, da bi prehitro dali temu otroku neko etiketo, neko označbo, neko diagnozo, ne, in ga mogoče še celo vključili v nek proces, v pridobivanje odločbe, mogoče še celo v proces psihiatrično oziroma pedopsihiatrično obravnavo, kaj šele, da bi ta otrok dobil zdravila, ki jih Bog ne da sploh dobija. Ne. Tukaj je treba celo pomembna dobra diagnostika oziroma dobro opazovanje in poznavanje otroka. In vsak obdobje na nek način je svojstvene. Ne. Mlajši kot si, pri nekaterih otrokih se vidi že zelo zgodaj, že pri 1 letu, že pri 2 letih, ne, da v bistvu ne zmorejo vzdrževati pozornosti na eni aktivnosti, naprimer pri hranjenju, da je senzorno bolj občutljiv kot vrstniki, naprimer, ne, da včasih gre kar v nek svoj svet, se sam sabo nekako zamoti, medtem ko skupina otrok pa sledi drug drugemu in ohranja skupino. Včasih se lahko zgodi, da so čustva lahko zelo močno izražena, ne, kar pomeni močna jeza, taka jeza, da se ne more niti umiriti otrok, naprimer, za zelo majhne stvari, da se pojavljajo kakšni res taki značilni znaki, kot je, naprimer, da otrok sestavlja in pa na nek način ureja stvari po nekih zaporedih, ne, da je na svoj način. In meni je zelo zanimivo opazovati, pa tudi tega fantka, zdajle sem videl isto stvar dela in to nam je tudi skupno. Naprimer, zelo radi jemo pod mizo, naprimer. Zakaj? Ne vem, tak varen občutek je, nekaj imaš nad glavo in tak svoj majhen prostorček je, ne. In ko sem čuval, enega fantka, ki je v bistvu 2 let star, ne, smo šli v živalski vrt, on je to pač pod mizo, ne. In sem šel malo k njemu in mi da so tam skupaj jedla, malo smo si delili pomfriček, bil čisto umirjen, čisto sodelujoč, čisto okej. In zdaj, če bi njega vlekel ven, če bi njega posedel na stol, če bi njega zdaj, kaj si drugi mislijo, kako zdaj to zgleda, ne, bi otrok pokazal neko nezadovoljstvo, se to bi šlo v emocionalni izbruh in tako naprej. In pa lahko potenciraš še celo določene stvari. Medtem ko pa otrok odrašča, se pa največ težav začne kazati takrat, ko vstopi v neko vrstniško skupino. In ko se more prilagoditi nekem sistemu, nekem poteku korakov in v bistvu včasih tudi poslušati, slediti, vzdrževati neko informacijo o sebi dlje časa in to je že vrtec, naprimer. Tam se že kaže, ne, sploh ta odnos tudi do sočloveka. Dostikrat nimajo toliko občutka, koliko stisniti, kako vzeti kakšno stvar, ne, ali se včasih prehitro vrnejo, recimo narobe razumejo situacijo, da ga nekdo malo butne, ima že občutek, da ga zanalaš in takoj vrne na polno nazaj, ne. To je verjetno tudi ful odvisno, kateri tip je. Res je, kateri tip ADHD, se lih v to hoče imeti.
In zdaj govorimo o res tistih močno izraženih. Medtem ko se pa potem res prava slika začne kazati, ko otroka začneš obremenjevati predvsem na področju upravilnih in izvršilnih funkcij. Se pravi, da otrok upravlja s časom, da otrok vzdržuje neko organizacijo, da vzpostavi in sledi neki strukturi in jo ohranja, da tudi spomin njegov deluje dobro, sploh ta kratkoročni, da je sposoben uvida vase, kot iz tretje perspektive na sebe pogledati, ima širše perspektive, kaj je zdaj razmišljal, zakaj je zdaj to počel, zakaj je zdaj to vedenje, da razmišlja o svojem lastnem razmišljanju. To so vse težave, naprimer, da ne govorimo o pozornosti, o tem, da nekaj začne, neko delo, neko nalogo. In to se v osnovni šoli že zelo hitro kaže. Mislim, kaže se že v vrtcih, ki so falili totalno, za moje pojme, svoj način dela, kjer otrokom že predstavljajo šolske aktivnosti, dejavnosti, se jim že vnaša knjige, in da ne govorim o prvem razredu, ki je bila na nek način sabotaža narejena 109-letko, kjer je bilo rečeno, da se bo otrok lažje privadil na šolo in da ne bo vnešenih šolskih del, ker se tukaj zdaj zgodilo samo to, da se je šola zamaknila za 1 leto nazaj, ker otroci razvojno niso sposobni shajati in to hajati. In daj pa res, to je pa ena taka zelo značilna točka, ko pa nastopijo ocene. Se pravi, ko se ti primerjaš, ko primerjaš svoje sposobnosti sam s sabo, na podlagi tvojega truda, ki ga vnašaš, da si se nekaj naučil, in seveda s težavami, ki jih imaš s pozornostjo, da ti prihajaš sploh do priklica informacij, da ne govorim o primerjanju z drugimi učenci, ki lažje shajajo kot ti. In takrat v 3. razredu dostikrat pride do teh težav. Se pravi, moj glas je od taborov malo načet. In kdaj pa zares izbruhne, če ne takrat, je pa na višji stopnji, ko priješ iz nižje na višjo. Tam 6. razred, ko se te krat 2 bolj obremeni, moraš biti bolj moraš sediti, bolj moraš biti samostojen, več se od tebe zahteva, več nalog je, več učenja je, več snovi, in tukaj pa pridejo potem zelo na plano. So pa tudi tihi otroci, tisti so pa, ki mene v bistvu najbolj, na nek način, me je najbolj strah za njih, ker se jih dostikrat ne opazi, in to so pa tisti, ki padejo v skupino nepozornih tipov, se pravi tip, ki ni impulziven, ki ni hiperaktiven, oziroma ki ne kaže neke frustracije s gibom, z miganjem, ampak je tiho, zdržan v sebi, mogoče še celo razvije takšne in drugačne metode in strategije, da v bistvu ostaja neviden. Se ekstra trudi, išče pozornost, išče stik, išče potrditev v tebi, ne v sebi. In po veliki meri, po veliki večini je dostikrat so to deklice, ki enostavno jih ne opazi sistem, težko jih je res težko opaziti. Je pa nasplošno tudi bolj pogost med dečki oziroma med... V bistvu je tako, Zdaj, trend je tak, da je bistveno več diagnosticiranih dečkov kot deklic. Ravno mogoče zaradi tega, kar ste menili. Ampak v času do, recimo, nastopa odraslosti oziroma poznega mladostništva do zgodnjega odraslega obdobja, takrat se pa v bistvu začne pojavljati, da se ta trend, oziroma da se da dečki ne prevladujejo več, kajti jih ujamejo deklice. Ker v bistvu prihaja do tega, da opažajo potem že ženske, da na vseh področjih življenja se zgodi, da nekaj pada, da nekaj propada, da nekaj ne deluje. Govorim o gospodinjskih opravilih, govorim o življenju nasplošno, da ti položnice plačuješ, da ti skrbiš za to, da celica kot družina recimo funkcionira, da delaš svoj delež, vsak svojega kot partnerja. Tukaj se lahko lomijo stvari, Da ne govorimo o čustvih, da ne govorimo o težavi s pozornostjo, ki so na delovnem področju. In posod se nekaj lomi in ne veš kaj. In danes, hvala Bogu, se o tem res, hvala Bogu, veliko govori, ozavešča, da so te informacije zunaj, da v bistvu lahko te osebe poiščejo pomoč, naredijo diagnostiko in vidijo, čakaj malo, pa se jaz imam to že celo življenje. In doživijo te osebe nek moment, ki je zelo težek potem za naprej, ker v bistvu začneš živeti novo življenje praktično, spoznavaš sebe na novo in to zelo pozno.
Kako se pa še lahko kaže v odraslosti, recimo ravno to, mogoče pri otrocih, ki niso bili diagnosticirani v otroštvu in potem zdaj malo ste omenjali, ne, recimo težave v službi, gospodinjskih opravilih. Ja, načeloma je tako, ne. Zdaj, bistveno se ne spremeni, ne. Obstaja nek rek, ki dostikrat nam ADHD-jevcem malo zastriže po živčkih, ne, ki ti reče nekdo, ja, saj imamo vsi malo ADHD-ja, ne. Jaz ga razumem, ne, ki v bistvu vsi imamo kdaj, oziroma imate ali imajo kdaj težave s pozornostjo, z čustvenim nihanjem, z močnimi čustvi, z organizacijo in vsem tem, kar pride zraven v paketu, ne. Medtem ko mi smo na to našteleni kot to je naš modus operandi. Mi funkcioniramo z dneva v dan, tako, ne. In potem ti reče, imam jaz tudi malo ADHD, in si tako, ja, ne, nimaš, ne. Ne moreš imeti malo, ne, ker ti, ko se postaviš, stabiliziraš, tebi to zgine, jaz pa ostajam med tem, ne. V odrasli dobi se v bistvu dostikrat zgodi to, da ta telesni nemir, ta gibalnost ni več tako močno izražena, ampak se bolj ta nemir preseli v miselne procese. Kar pa naredi še hujšo obremenitev. Kaj ti kot odrasel, ne, tukaj ti moraš praktično skrbeti sam zase, ne, v bistvu, da preživiš in tukaj pride služba, tukaj pride organizacija, nasplošno že dneva, ne. In če tukaj ne veš, kakšne so mehanizmi delovanja tvoje pozornosti, ne, tvojega možgana, če gremo lahko čistko, se v bistvu že zjutraj lahko vse zalom. Ne, in je potem cel dan naprej hektičen, in ne samo dan, že naslednji dan in naslednji in tako naprej. In v bistvu je zelo značilno za odrasle, da nekako grejo, jaz si drznem reči, vsi, ki so ADD, ADHD, vsaj enkrat v življenju skozi epizodo izgorelosti. Vsaj enkrat. Ne, ker enostavno je neizbežna in najhujša stvar je pa ta, da ne uvidiš oziroma ne razumeš, zakaj do tega prihaja ali ne veš. Ne. In v bistvu dobiš epizodo izgorelosti, prvo nekako preživiš, se postaviš nazaj, se aktiviraš, greš nazaj v tempo in spet iste težave, isti cikl in ponovno lezeš, burnout. In greš iz ene v drugo, v tretjo, ne. Ampak zakaj mislite, da pride do tega, da nisi zmožen videti te poti do izgorelosti? Jaz mislim, da je tukaj v bistvu gre praktično za program, ne, ki greš skozi njega, ki je odcepljen v družbo samo, ne. Če grem že na en tak zelo banalen primer, ne. Fantje, ne boš jokal, no, vse fantje pa ne jokajo, no, na primer, ne. To je že ena stvar, ki tebe blokira na področju čustev, da ti ne izražaš žalosti, joka in zapreš in potlačeš, ne. In to vodi potem v tako katastrofo življenjsko, da je noro, ne. Če ti zatiraš emocije, kar se bo tukaj začelo dogajati, ko boš želel jokati, ne boš mogel, in na to pride jeza, zato ker imaš tam vsaj še moč kontrole in nekaj čutiš. In ta vodi lahko seveda svojo vrstno destrukcijo. Da ne govorim še druge stvari, ne. Tukaj je težko vzdrževati neko rutino, življenjsko rutino. Se pravi, da ti greš recimo spat ob neki dogledni uri, da ti ješ neko hrano, ki ti pripomore k tem, da tvoj organizem dobro deluje, kaj še ne možgani, ne. In da sploh te osnovne stvari podelaš, ne, in že tukaj so te težave. Samo spomnite me, prosim, še enkrat vprašanje. Ne, v odraslosti in zakaj pride do izgorelosti, zakaj ni nekdo sposoben uvideti, da mogoče dela, zakaj je programiran na ta način. In v bistvu, ne, se mi zdi, da je ta tempo življenja danes, ne, te nekako toliko hitro zahakla, toliko hitro te prime, ne, že šolo samo. Če imate otroke, ne vem, ali pa kdorkoli pač ima, se vidi, da v bistvu, ko otrok vstopi v šolo, da na neki točki šola okupira kar precejšen del otrokovega življenja, ne. In v bistvu je tukaj že na nek način eno motilo, ena okupacija miselnega procesa, ki enostavno ne moreš imeti sploh časa, da sploh sebe malo spoznaš, niti ni namenjen temu časa, ne. Vidim, ko delam z otroki, na primer, koliko ne zmorejo videti vase, ne, koliko so vrvežavi v svojih mislih. In že to je en delež, ki doprinese k temu, ne.
Predvsem so pa to stvari, ki se nalagajo. Nalagajo, kajti ti lahko vzdržuješ neko opravilnost, neko uspešnost do določene točke. Potem se pa ruši na eni točki, na drugi, na tretji in pride neka ta potreba po tem, da mogoče da komu ugajaš, mogoče da ne izpadeš šibek, da izpadeš dober, da sam sebi dokazuješ in potem vlagaš ekstra energijo, da shajaš, ampak ti si že tukaj v vodi. Hmal voda začne zalivati. In ko se utapljaš, je pa vprašanje časa, kdaj te bo potegnilo dol. Malo se mi zdi kot nek paradoks, sicer pravite, da pač ADHD ni, da nimate pozornosti, ampak to, da govorijo tudi o tem hiperfokusu. Kako v bistvu to sobiva ta podnarekovaj pomanjkanje pozornosti in pa ta hiperfokus pri ljudeh z ADHD? To je tisto, ki jaz vsakič znova, kadarkoli predavam o tem, si drznem reči, da kdor je to diagnozo postavil in naredil ogromno napako, oziroma jo napisal tako, kakršna je. In ne samo to, s tem naredil tudi veliko krivico vsem nam, ki nas je na nek način zapečatil, češ da nimamo pozornosti. Medtem ko jaz vidim pri sebi, če gledam za obdobje nazaj, ko sem bil še otrok, pa tudi zdaj, ko sem toliko star, se mi zgodi na vsake toliko časa ali povsem spontano, ali grem sam z nekim interesom v neko smer, da padem v tako močno polje pozornosti, da enostavno ven ne pridem. In to lahko ure, včasih dneve. Enkrat, kaj se mi je zgodilo, sem bil 3 mesece totalno not. Čisti fokus, samo na en projekt, da sem ga speljal. In potem sem se pa skuril. Kar hočem tukaj reči, je v bistvu, da tukaj je napačno razumevanje naše pozornosti. Če ti imaš ADHD, če tvoja osnovna naloga je ta, ali ADD, se pravi kot nepozoren tip, je tvoja osnovna naloga ta, da se začneš opazovati svojo pozornost, da si čim bolj zavesten in zaveden samega sebe, oziroma čuječ, če lahko temu tako rečem. In potem v bistvu vidiš, da ne gre za pomanjkanje pozornosti, ampak da gre za pozornost, ki je v veliki meri široko odprta. Ko rečem široko odprta, pomeni, da je odprta za vse držljaje, ki se dogajajo tukaj not. V tej sobi je prisoten neprestano en šum. Jaz ga konstantno slišam. In jaz ga ne morem sklopiti. In še druge stvari, ampak in to neprestano opada v tvoje polje zaznave, kot to je zdaj pomembno. To je v bistvu žogica, ki jih morate v bistvu odbijati ves čas, zato da je potem fokus na pogovor. Tako, jaz moram konstantno se opominjati, ko mi potegne na šum, se moram opominjati, ne, tukaj sva. In pa moram iti nazaj, kaj je bilo vprašanje, zato se recimo zmedem, kdaj, kaj je bilo vprašanje, kaj je bilo tisto, Saj pa, ko se ujavim, jaz lahko takoj naprej. Ampak ta borba v bistvu z distrakcijami je pri nas problem. Ne borba s pozornostjo, kajti pozornost sama po sebi je v bistvu, jaz bi si drzno reči, da je celo preveč kot premalo. In to se vidi pa dejansko v stanju hiperfokusa. Ko padeš pa res v tako močen fokus, si pozabim na vse, na osnovne življenjske funkcije, hrana, pijača, da ne govorim WC, vse čisto osnovne potrebe. Ne čutim nič. Pozabim, da ljudje obstajajo, da cel svet obstaja, samo tisto. Zdaj, prej ste malo omenili, da velikokrat vam reče kdo, da se imamo pa že danes vsi malo ADHD, ampak dejstvo pa je, da imamo pa vsi kar malo težave z pozornostjo, k čemur seveda pripomorejo internet, telefoni. Koliko v bistvu tudi to vpliva mogoče na samo pomanjkanje pozornosti? Lahko še potencira recimo pri ljudeh z ADHD prav to digitalno okolje? Ja, jaz mislim, da digitalno okolje je idealno zdravilo za dolg čas. Oziroma, če grem še malo bolj, kakšen korak nazaj, je v bistvu idealno zdravilo za frustracijo. In kar opažam, generacijsko opažam zdaj, da v bistvu vse mlajše generacije imajo vse nižjo frustracijsko toleranco in zdaj so že starši tisti, ki imajo že nizko frustracijsko toleranco. In to je en zelo, zelo velik in pa pomemben dejavnik. Da ne govorim v bistvu o tem, da so te naprave in vse te stvari, ki se dogajajo tam gor, narejene zato, da enostavno ujamejo našo pozornost in jo zadržujejo tam. In vse to je seveda
vezan zelo na naš dopaminergični sistem, ne, kar pomeni v bistvu, da ti neprestano daje neke stimulacije, neke dražljaje, ki so zelo hitrih nekih teh ciklov. In ko doživiš nek puls, ne, ko ta opada, je takoj pride občutek, nekaj manjka, nekaj bi še šuf in pride nova stvar. Ne, in žuf pride nova. In ti nekaj ni všeč, gremo na novo. In v bistvu ti samega sebe na ta način programiraš in ohranjaš v tem, da iščeš neprestano samo prijetno in lagodje. Na neki točki se pa ujameš v luknjo, ker je ti nič več ne predstavi sploh prijetnega. In temu se reče pa doom scroll, na primer. Ko si samo žam. In ko priješ ven iz tega, si out, ne, si prazen, si enostavno izčrpan, iztrošen. In kar se v bistvu za moje pojme dogaja, je, da tukaj širša slika, ne, kaj producira toliko težav s pozornostjo in v bistvu družbo, ki ima toliko težav na tem področju, je, da v bistvu je življenje toliko hiter, toliko tempo nastavljen, da enostavno službe so praktično že razpete čez cel dan. Kamorkoli greš, vsak nekaj želi od tebe, vsak nekaj hoče od tebe in ta šum, ki je konstanten, ne, nimamo časa, da se ustavimo, da se umirimo in da v tej umirjenosti tudi zdržimo svoje lastno stranje, ki ga imamo v glavi, in ga popucamo, ne, ker ga je treba. In v bistvu, kar naredimo, je samo čap mašilo, žup in pa gremo v lepši svet. Vse ostalo pa ostaje nakopičeno. Ne. In to... Sicer pa na razvoj ADHD vpliva več dejavnikov, od dednosti do tudi dogajanj med nosečnostjo. Zdaj, kako pomembna je prav dednost pri ADHD in a se pogosto mogoče zgodi, kar sva že prej omenjala, da v bistvu starši šele potem ob, pod narekovaji, seveda diagnozi, v bistvu ugotovijo, da imajo pa sami podobno vzorce že vse življenje. Ja, zelo zanimive teorije so okrog teh vzrokov za nastanek tukaj. Ne? In sem bral tudi študije, recimo, ena mi je bila zelo zanimiva, sicer zdaj ne morem čisto opisati, kaj je bilo že dolgo nazaj, kjer so v bistvu opažali, da ko so ledene dobe začele v bistvu svoj konec, ko so se v bistvu od ekvatorja pol ta del Evrope in to, ko je postal primeren za življenje, so v bistvu ugotovili, da so ljudje, ki so poseljevali te vse više dele sveta. To sem pa, mislim, da poslušala, da ste nekaj že rekli. Ja, so bili tisti, ki so imeli okvaro na nekem genu, ki je odgovoren za mislim, da ne vem, za neke dopaminske tvorbo dopamina, ali mislim, nek D4 gen, ne bom šel to genetiko, ker ne vem najboljš. In to je že ena teorija, da gre tukaj res za genetsko spremembo. Potem so razne teorije, da gre tukaj za neko travmo, ki jo doživiš, kot lahko že v materi sami, kot plod, že to povezujejo, že kot porod, recimo, če je carski res, že to povezujejo kot zgodno življenjsko travmo. Da ne govorim stvari, ki se v mednosečnosti dogajajo, se pravi, kakšne zlorabe alkohola, substanc, tudi kajenje, v prvem tromesečju, na primer. In pa seveda, kaj se dogaja med porodoma, tudi, če so zakomplicirani porodi, kjer prije do zapletov, do raznih hipoksij in mogoče tudi poškodb s kakšnimi vakumi, lahko prije do motenj pozornosti. Koliko je pa pol ta vse en dedni element v procentih, oziroma je večji del? Mislim, da je tam okrog 80%. Ne me držati za besedo, ker bi mogel preveriti, ampak je krepko nad 50%. V mislih ima tam nekaj med 70 in 80, kar pomeni, če ima en starš ADHD, obstaja res velika verjetnost, da ga bo imel otrok in da bo šlo to tako naprej. In ja, v bistvu, na nek način je to zanimivo opazovati, ko delaš potem z otroki in starši, ko v bistvu vidiš otroka, kakšen je, in potem vidiš starši in si tako, ok. Se to se kaže, a vi takoj vidite, recimo, ali pa prepoznate otroka za ADHD, verjetno vse lažje, zdaj se nočemo tla nekih etiket delati, ampak... Mislim, jaz bom tako rekel, jaz nisem kompetenten za postavitev diagnoze. Lahko delam test, imam narejen, lahko pač naredim divo kot nek presajalni test, ampak da pa jaz rečem, to je ADHD, ne smem. Se pravi, da bi to zapisal. Lahko rečem, da mi deluje tako, da zgleda tako. Ko pa vidim otroka, ko sem z njem pa par minut, včasih je to že tako, sem pa sam tako,
vse jasno, peva mi doma v svoj svet. Pač kar se dogaja je to, da mi se nekako jamemo, ne vem, na kakšnem nivoju je to, ampak nakup letimo sami po sebi. In dosti krat se to zgodi, da se v partnerskih odnosih ujamemo, da se v prijateljskih odnosih ujamemo, ali enostavno gre, ne vem točno zakaj, jaz vidim že simptome in vidim znake in grem lahko preko tega, ne? Ampak pred tem je nekaj povsem drugega. Že en pogled v oči, že tisto, kako on funkcionira v situacijah, tako vidim. Zakaj pa bi mogel vsak učitelj vedeti v bistvu o otroku z ADHD-jem in kako v praksi pristopiti k njemu, katere mogoče napake se najpogosteje v šoli dogajajo? Ja. Mislim, vem, da je ful široko vprašanje, da sicer nimamo za... Vem. Zdaj že kot prvo bi mogel vsak učitelj vedeti, da imeti nekoga, ki gre v ADHD oziroma je že diagnosticiran kakorkoli, da on ni nič manj in niti nič več. Je pa samo drugače, kot si vajen in kot ti je poznano. Ne? To je pač način razmišljanja, ki je totalno out of the box, totalno izven. In če tebe zanima, kje je ta otrok izmed te škatlice, kar pomeni, da te zanima o otroku, da si res pristan do njega, ne? Iskren, ne? In v bistvu radoveden, kaj zdaj on razmišlja, kam je zdaj njega odnesel in zakaj ima on to žogco v rok. Ne samo, da takoj vzameš in iščeš napake, da je že tukaj ena vstopna zelo pomembna točka in v osnovi gre vse na odnos. Ne? Se pravi, da si dovoli sprejeti in razumeti tega otroka, kljub težavam, kljub naporu, ki je potreben, da enostavno gre tukaj za enega otroka, do katerega se bo mogel prilagoditi. Najhujša stvar, ki se dogaja v šolstvu in že v vrtcih, se dogaja to, da ko, te čisto razumno, za moje pojme, ampak vsi, pa mislim, da to samo ohranitev, tudi tako evolucijsko, ne, iz sveta živali, tudi človeštva, ne, človeškega sveta je ta, da ko imaš nekaj ob sebi, nekoga ob sebi, kar ne razumeš, kar ne znaš, ne zmoreš več, ne veš več, kaj bi si, iztrošen, izčrpan, je najlažja stvar. Stran, daleč stran, pejt ven, pejt malo peš, pejt malo na WC, pejt malo tja pa tja, ne, sem da te nimam ob sebi, ne. Pa to je še blago, ne, da ne govorimo o raznih zbiranih podpisov, raznih, mislim, to je totalno svaljeno, ne, te vzgojni upomini, ne, ki niti en vzgojni upomin ni na mestu, ne, in so pisani na take, v bistvu, na take načine, da enostavno ne more otrok drugače, kot da bo šel zbirati te upomine do 3. zdaj in zapustil šolo. Zdaj so se zaklali samega sebe, ne, ker v bistvu imaš po 5-10 otrok strebi vzgojni bil spomini, ki bi mogli biti prešolen, pa jih nimajo kam sprejeti, ne, in pa ti otroci prevzamejo šole, ne. In se ravno verjetno v tem kontekstu je pa zelo pomembno ravno ta podpora in razumevanje, ker se s nami tudi rekli, da zelo hitro lahko ta otrok gre na neka kriva pot, odklonsko vedenje, mogoče, ne vem, substance, ravno zato, ker ga družba oziroma zdaj tu šola ne razume. Tam se začne. In v bistvu najpomembnejša stvar je, da obstajata dve poti do tega, da delaš z ADHD-jevci, ki osnova je preko odnosne ravni. Obstajata dve poti. Ena je, da živiš otroka v sebi in da ga preko poučevanja čim bolj daješ ven. In to je tako močno stičiš in to tako močna skupna točka, da je avtomatično se ti bo nalepo nate. In ti bo sledil. Ne? Druga je pa ta, da probaš videti otroka, kot da je tvoj. Se pravi, da ga probaš res videti in biti do njega, kot da bi bil do svojega. Ne? Zdaj, določeni ljudje tega ne morejo, ne? Ker so pač ujeti v svoje lastne komplekse in v svoje ego in pač omejenost. Ampak določeni se pa trudijo in tisti, ki probavajo in to probajo, ne? Tako eno kot drugo, ne? Tisti v bistvu potem razumejo šele lahko ADHD. Ker šele takrat ustvarjajo pogoj, da se otrok lahko pokaže to, kar v resnici je. Ker če ne zagotoviš tega pogoja, boš videl samo stvari, ki tebe motijo in se boš samo v te stvari obregal. In kar se dogaja je, jaz potem vprašam pred celim kolektivom, ko zanalaš recimo na predavanju, izpostavijo enega otroka. Mislim, pred celim kolektivom in poimensko ga izpostavijo enega. Ne? Meni gre kot sine po koncu, ko to doživim, ne? In
tega absolutno ne odobravam, ne, ni prav, da se to počne, ampak če si drznejo to narediti, pravim, ok, naštejte, kaj je tisto, kar je tako moteče, ne, in začnejo pam, naštevati, tup. Beležke ven vlečejo, ne, toliko imajo zapisanega, ne, pa jih poprašam, ok, super, smo, zdaj pa še močne stvari, pozitivne lastnosti, pa čričke slišamo, ne, in sem tako, vse mi je jasno, v trenutku mi je jasno, ne vidijo sploh močnih lastnosti, ker sploh ne ustvarjajo pogojev, da bi ti prišli na plano, ne, ali pa so se tam nekje vmes zgubili, ko so zgubili ti učitelji moč, da bi sploh še s takim otrokom, ker v osnovi je pa pomanjkanje tistega pravega znanja, kako s tem otrokom delati, ki pa za moje pojme je svaleno že na sami poti do pridobitve pedagoške izobrazbe, kjer na fakultetah ne učijo dovolj. Pa tukaj ne govorim samo o pedagoških delavcih, jaz govorim tukaj, mislim o učiteljih, jaz govorim tukaj tudi o specialnih socialnih pedagogih, ki bi mogli imeti ogromno več, pa sami povedo, da nimajo. Ampak v času, kjer imamo že tako težave s pomanjkanjem kadra v šolstvu, je verjetno to še ena tista stvar, s katero se pač ne ukvarja, ne? Mislim, to je tako, kot da bi plunil sam sebe v obraz, ne, v smislu odnos države do šolstva. Ne, ker enostavno se manjka razumevanje in pa razumevanje, kakšno veliko odgovornost ima učiteljski poklic, ki v bistvu za moje pojme kreira družbo. Ne, če se ti zavedaš te odgovornosti, da ti imaš pred sabo posameznika, ki ga lahko omejiš, zatreš, zatolčeš, ali pa imaš nekoga, ki ga boš naučil, da stopi v neko nepoznano situacijo, se sreča s strahom in najde v sebi zaupanje in vero vase, da kljub vsemu bo vsaj probal malo zdržati. In bo tako potem v vse nove življenjske situacije vstopal z neko radovednostjo, z nekim kljub strahom, ampak pogumom in vero vase, da zmore. In zdaj pa samo odvisen, kakšno družbo hočeš. Če želiš družbo, da bo poslušala in delala po navodilih, tam že smo. In jaz take družbe ne želim, ker pa imaš ovce, ki so idealne za sisteme, ki delajo tako, kot jim boš rekel. Jaz hočem ljudi, ki razmišljajo svojo lastno glavo. Res, da je to naporno s takim delati, ker moraš biti konstantno engaged, moraš biti vključen, moraš delati, ne. Pa smo pa tam, ne. Ljudem se ne da delati, ne. Ljudje so ujeti v neke pasti svoje lastne komoditete, ne. In če hodeš v službo, kjer delaš z ljudmi, če hodeš samo na šiht, ne, da ko mi čakaš, da je konc, če to ni tvoje nekaj več v tebi, neko poslanstvo celo, ne, potem si tukaj padel na celi črti, ne. Jaz jim rečem, pejte v Hofer, pa to je reklama, ampak pejte nekam na blagajno, lažji ti bo, bolj ti bo, ne, in pa naredil boš dobro družbi, sam manjka jih. Jaz se zdaj en korak mogoče proti koncu pogovora o tem, da ravno tudi na taborih modrih junakov, ki so namenjeni tako otrokom, kot tudi učiteljem oziroma staršem, pravzaprav učite, kako delati z otroki. Torej, povezujete se na drugačen način, tudi iščete tega otroka v sebi, ne. Kako vzpostavite tam stik, pozornost z otroki, ne? Torej, vem, da ste omenjali te primere, kako v bistvu skupino ADHD-jevcev uspete pripeljati do tega, da so tiho toliko in toliko časa in pri miru. Ja, oni zmorejo ogromno in še več. Ne, ampak stvar je v tem, da mislim, sam koncept taborov je ta, ne, če se vrnemo prej na tehnologijo, odcepati otroka od tehnologije in mu pokazati, da je svet tudi malo širši kot tistih nekaj centimetrov pred sabo, ne. In v bistvu odvisno s kakšno starostno skupino delaš, ne. Zdaj, tam, ki prihajajo najstništvo, ne, in pa tistimi pubertetniki, tam je ogromno dela, da prebiješ, da začutijo, ne. In jaz delam vse na tak način, moj koncept taborov je od samega začetka je res stik z naravo, pristan stik in delam z elementi ogenj, voda, zemlja, zrak in energija. In v bistvu vsak element ima svoje nauke, svoje načine, kako se soočaš in s strahom in z izzivi. In v bistvu jih učim, kako se umiriti, kako se sprostiti, kako se razbremeniti neke tenzije, neke napetosti in jih v bistvu opolnomočim z nekimi vajami, metodami, ki v bistvu so zelo usmerjene v to, da odpirajo in gradijo čustveno inteligenco. Kar pomeni, da dobiva uvid vase in predvsem, da dobiva orodja, da ko se zazna, da gre v neko recimo jezo, ne, da se zazna, ok, zdaj sem jezen,
zdaj imam še možnost izbire, kaj lahko naredim. Lahko se zadenem, stop, jezen sem, dajte mi mir in si kupam čas, da ne naredim hujše stvari, ki bo prinesla še hujše posledice. Ne? In ko otrok dobi pozitivno izkušnjo, da na ustrezen način izrazi, na primer, jezo in v bistvu se na ta način tudi sam s sabo pomiri in nima potem hujših posledic, ne? Tako na prvo odnosni ravni, da ne zgublja odnosa, ne? Kaj šele, da je izpostavljen oziroma zapostavljen, da se ga izžene, ne? Potem otrok v bistvu začne verjeti pismo, ja, ok, sej, moram pa res nekaj na sebi narediti in če bom začel delati, pa pozitivne lastnosti pa šli na plano. Ne? In v bistvu je cel koncept taborov ta, ne? Da se otroke noro izpostavlja nelagodju, se jim nudi ob tem oporo, podporo in ne samo to, delo samo je vedno formirano na skupino. Jaz delam manjše skupine, grem tja do 25 otrok, to je maks, in v bistvu cilj mi je, da oni delujejo kot skupina. Ker največkrat je krivica, ko rečejo ADHD-jevcem, da smo individualisti. Ne, to je totalen... Mislim, cela družba narejena na ta način. Ja, ne, ampak ena stvar je, ne, ki jo pa ne vidijo, ne, mi smo totalno pleme. Ne, in letimo na kup, to sem že prej izpostavil. In ko ti naučiš skupino, kako funkcionirati med sabo, ko se prebiješ čez vse teste, preizkušnje, tiste lideri, ki hočejo biti, da jih naučiš biti, da so lahko lideri, včasih tudi, da niso, se pravi, da se skupina vzpostavi in da deluje, potem je ta skupina nerazdružljiva, večna za moje pojme. In v bistvu so to verjetno načini, na katere v bistvu obvladovati, ne, oziroma se grdo bi slišali, zdraviti, oziroma znati živeti z ADHD-jem, ne, sicer imamo tudi zdravila, v katerih primerih pa so zdravila priporočljiva oziroma se jih daje. Ja, ne, mislim, kar zdaj opažam je, ne, če grem na ta zdravila, ne, to je res quick fix, ne, s tem, da ni fix. Ne, to je samo tisti momentalen obliž na zelo veliko rano, ki enostavno, ko daš dol, isto krvavi kot je prej. Ne. Kar pomeni, po veliki meri delujejo zelo situacijsko oziroma zelo momentalno, ne, in blažijo predvsem ta impulziven del, ne. Pomagajo malo na področju pozornosti, malo na področju interesa in pa lažjega začetka za neke naloge, ne. In pa tudi na področju emocij, seveda, ne, da niso tako močna, ne, in da je človek bolj umirjen, ampak imajo pa še svojo drugo plat, ne, ki v bistvu lahko to iskro otroku odvzame, to kreativnost, ne, ki v bistvu prihaja ravno zaradi tega, ki je naša pozornost tako široko odprta. Ne. In kar zdaj opažam je, mislim, to je res bizarno, vse več otrok je na terapiji. In v bistvu nihče izmed tistih služb, ki pa pripelje do tega, da otrok terapijo dobi, ne dela pa popolnoma nič na tem, da bi otrok na neki točki bil sam opolnomočen z metodami, z orodji, da bi sam sebi lahko pomagal, ne, da bi znal s tem živeti. Tega pa ni. Zato, ker zato je spet potrebno delo. In delati z ADHD-jevci je eno izmed najbolj napornih del, kar si ga lahko predstavljaš, po drugi strani pa eno najlepših. In to je tisto, kar je mene ujelo. Mogoče samo za konec, kaj bi rekli danes malemu Maticu, ki ni bil razumljen? Nikoli ne boš in to je okej. Matic Novak, najlepša hvala za pogovor. In hvala vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, za vašo pozornost. Pa lep pozdrav do prihodnjič.